Pozdravljeni. Po napeti dirki za veliko nagrado Združenih držav Amerike je čas za naš običajni komentar. Kot običajno bo tudi tokratni komentar dirke za veliko nagrado razdeljen na dva dela. Najprej se bomo ustavili pri vseh tistih zanimivih iztočnicah, ki nam jih je dala dirka v Austinu. Nato v drugem delu bomo še enkrat prav na hitro pogledali napoved strategij in seveda rezultate primerjali s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. In kot prvo se hočem tu opravičiti vsem navijačem skuderije Ferrari. Na dirki za veliko nagrado Združenih držav Amerike smo videli fantastično dvojno zmago, a menim, da tokrat v komentarju se moramo najprej ustaviti pri bistveno bolj pomembnem vprašanju. Namreč sprašujem vas, ali po vašem skromnem mnenju si po takšni dirki, kot smo jo videli v Teksasu, Lando Norris sploh zasluži biti svetovni prvak. Namreč sam osebno nekaj tako nezrelega, tako otročjega že mnogo časa nisem videl. Znano je bilo, da Lando Norris ima rahle težave pri štartu in verjetno ga ni navdušenca, ki dokaj redno spremlja dogajanje na dirkah za veliko nagrado, da ne bi opazil te majhne zadeve. In zopet Lando Norris, kot tisti, ki je imel najboljši štartni položaj, je prav v prvih metrih izgubil vodstvo in dobesedno pokvaril dirko. Seveda tu velja pripomniti, da sta prav Lando Norris in Max Verstappen odprla vrata do zmage Charlesu Leclercu, a o tem nekoliko kasneje. Če bi lahko nekako še požrli napako Landa Norrisa na štartu, kaj bi dejali pa glede tistega, kar se je zgodilo v finalu? Sveda, Lando Norris je hotel na vsak način mimo Maxa Verstappena in sveda prehitel ga je izven proge. Menim, da ga ni bilo navijača McLarena, ki ne bi opazil tega prekrška. In seveda, po mojem upravičeno, je Lando Norris dobil pribitek 5 sekund. Tu je treba poudariti, da v vsakem primeru je situacija na lestvici takšna, da Lando Norris je prisiljen zmagovati in seveda sedaj v tem primeru smo videli, kako mu je Max Verstappen nekako še povečal razdaljo ne samo na sprintu, ampak tudi na dirki. Če hočeš biti svetovni prvak, pomeni, da moraš biti najboljši. Ne samo imeti najhitrejši bolid, ampak imeti tudi najbolj oster in seveda tisti pravi karakter, ki ga imajo le zmagovalci. Upam si trditi, da potem, kar smo videli v Austinu, Lando Norris iz takega testa ni. Seveda mi ni jasno, kaj so razmišljali pri McLarenu, ko so toliko čakali s tistim edinim postankom. To vedo le oni. Ampak dejstvo je, da pravzaprav in ta strateški trik ni pomagal do rezultata. In zanimivo je videti, sedaj, ko mora nekako Oscar Piastri pomagati Lando Norrisu, je tam v ozadju, ne vpleta se v nobene manevre in praktično pusti Norrisa, naj se znajde sam. Želi biti svetovni prvak, pa naj bo. Ampak naj ne pričakuje, da mu bo nekdo karkoli podaril. In tu seveda sedaj se bodo lahko začele polemike, ampak priznati si moramo, da Max Verstappen
je iz vikenda posvečenega veliki nagradi Združenih držav prišel kot zmagovalec. Ne samo, da je ohranil prednost pred prvim zasledovalcem Landom Norrisom, temveč je seveda svojo prednost še povečal. In dirk do konca prvenstva je vse manj. Verjetno se bo vsakdo začel spraševati, ali res pri McLarenu si ne želijo naslova tudi med vozniki. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju, ampak sedaj mora nekako Lando Norris že upati na to, da bo Max Verstappen vsaj na eni dirki odstopil. Seveda, prihodnost nam bo pokazala, kdo bo boljši, ampak po mojem še zmeraj Lando Norris si naslova ne zasluži. In sedaj seveda moramo posvetiti našo pozornost ekipi, ki je dosegla dvojno zmago, in govorim o skuderiji Ferrari. Omenil sem že na kratko, da tisti boj med Maxom in Landom na samem začetku je dobesedno odprl vrata pred Charlesom Leclercem. In seveda Charles Leclerc je ponujeno priložnost izkoristil. In mnogokrat sem že poudaril, v trenutku, ko se Charlesa Leclerca izpusti tja na vodilno mesto, ko je sposoben napraviti razliko, je praktično nepremagljiv. V nekaterih prispevkih in tudi v javljanjih v živo sem že omenil neko podobnost, neko usporednico med karakterjem Charlesa Leclerca in tistim, kar smo videli pri znanem šampionu motociklizma Jorgu Lorenzu. Namreč tako eden kot drugi, ko sta bila v tistem položaju, ko sta lahko pobegnila, sta bila praktično najboljša na progi, in to je Charles Leclerc tudi pokazal. Carlos Sainz mlajši v tistem prvem manevru ni imel sreče in se je znašel tako za Norrisom kot Verstappenom in tako je izgubil tisti primarni elan. Nato je imel rahle težave z bolidom, ki jih je odpravil, in na koncu bi lahko dejali, je bil tisti iz skuderije Ferrari, ki smo ga največ časa gledali na televizijskih ekranih. Bil je dokaj oster boj, samim Maxom Verstappenom na koncu je seveda prevladal. A treba je povedati, da ta dvojna zmaga za Ferrari v Združenih državah Amerike je bila zagotovo nepričakovana. Predvsem zaradi tega, ker niso pripeljali na progo v Austinu nobenih posodobitev. Sedaj se lahko začnemo spraševati, ali je res nujno, da pri Ferrariju še kaj spremenijo. Videli bomo že naslednji teden na veliki nagradi Mehike. Ampak tu seveda ne moremo mimo dejstva, da pravzaprav pri ekipi iz Maranella so napravili vse tako, kot je treba, za razliko od mnogih drugih, ki praktično niso pokazali vsega tistega, kar bi lahko. Med ekipami, ki so resno razočarale, je seveda tovarniška ekipa Mercedesa. Lewis Hamilton je dirko končal dobesedno takoj. Seveda George Russell, ki je dirko začel iz pit lane, se je prebil med dobitnike točk, ampak dvojni V15 je res toliko hitrejši bolid, da ni imel večjih težav priti iz tistih zadnjih vrst, seveda do tistega mesta, ki mu doda nekaj točk. Ampak verjamem, da vsi mi, navdušenci, smo od Mercedesa pričakovali kaj več. Treba je tu dodati, da pravzaprav Max Verstappen na odru za zmagovalce je pokazal, iz kakšnega testa je pravi šampion, ampak ne smemo pozabiti na dva voznika, ki sta tu na dirki za veliko nagrado Združenih držav Amerike res prijetno presenetila. In govorim o Liamu Lawsonu, ki je dirko za razliko od Russella začel v zadnji vrsti, in ne smemo mimo Franka Colapinta. Vidimo dva voznika,
ki sta res tu na tej dirki dala vse od sebe in pokazala ves svoj talent. Seveda podobna zgodba kot pri Russellu, ampak treba je povedati, da pravzaprav Franco Colapinto z Williamsom je napravil bistveno več kot tisto, kar bi od njega lahko pričakovali. Dobra strategija pri Williamsu je bila obratna v primerjavi z vsem ostalim, ampak sam sem bil predvsem nad tisto široko publiko izjemno razočaran. Namreč za voznika dneva so izglasovali Charlesa Leclerca in ne, da bi imel nekaj proti njemu, ampak Charles Leclerc tu v Austinu je pokazal tisto, kar zna, ni napravil nič izjemnega. Sam bi naslov voznika dneva podelil tako Lawsonu kot Colapintu, ker sta pokazala nekaj več. In sedaj se lahko lotimo malce na glas razmišljati, kakšna bo prihodnost Franca Colapinta. Je po pogodbo z Williamsom. In edini realno prosti sedež na štartnem razporedu je tisti pri ekipi Sauber. In seveda mnogi navdušenci bi dejali, saj bi se lahko nekako domenili, ampak bi bilo dobro za Franca Colapinta priti v tako slabo ekipo, kot je današnji Sauber. Rad bi vas opozoril, da do tega trenutka še nima točk za svetovno prvenstvo Formule 1. In smo tik pred koncem sezone. Torej, dejali bi lahko, da s to dvojno zmago se je tudi Ferrari začel v konstruktorskem smislu približevati Red Bullu. Bomo videli, da na koncu se bo lahko tudi ekipa iz Maranella borila za kakšen naslov v sezoni 2024. Seveda, takšne napovedi smo slišali pred tem dirkaškim vikendom, ampak sam sem še zmeraj skeptičen. Namreč res tu v Austinu so pokazali svojo izjemnost, ampak ali smo prepričani, da se bo isto ponovilo v naslednjih velikih nagradah, sam dvomim. A pustimo se presenetiti. Dirka je bila, vsaj iz mojega vidika, tista prava, tista, ki jo mi navdušenci radi gledamo, čeprav moram priznati, da vodilnega Leclerca smo na ekranih uzrli bolj malo, ampak v ozadju je bilo res dovolj dogajanja, da smo se lahko zabavali. In sedaj še tista rahlo boleča točka, predvsem za Pirelli. Kot sem že omenil v tistem našem skupnem srečanjem v živo, so bile napovedi, ki jih je podal Pirelli, rahlo nelogične. Torej, na prvem in drugem mestu njihove napovedi ena in ista varianta, praktično z obratom drugega in tretjega dela, na to tretja možnost, tista, ki je bila najbolj čudna. Zakaj dati tako kratek del na pneumatiki soft in na to seveda mešanica hard ter medium, če bi lahko napravili strategijo z enim postankom? A verjamem, šefi so dejali, da z enim postankom se ne splača. Sam, ko sem napravil mojo napoved in jo objavil pred Pirellijem, sem dal dve različni strategiji z dvema postankoma in seveda kot teoretično možno tudi ono z enim postankom. Seveda v primeru, da ekipe ne bodo imele težav z degradacijo. In če pogledamo mojo napoved in jo primerjamo s tistim, kar so v resnici pokazali na progi, bomo videli, da sem tudi po dolžini stinta bil približno tam, kot so se odločali pri raznih ekipah. Seveda strategija z enim postankom, začeti na pneumatiki medium in nadaljevati na pneumatiki hard. Seveda enostavno, brez komplikacij in na koncu učinkovito. Ampak sam sem razočaran, da pri Pirelliju, kjer imajo vse podatke na razpolago, niso sposobni dati tiste variante, ki se na koncu pokaže kot ona prava, temveč vztrajajo pri nekih teorijah, kot da bi hoteli zakriti v resnici tisto, kar se bo zgodilo na sami dirki, ali pa nas, navdušence, imajo
za rahlo neumne. Dvomim, da so tako nesposobni, da tiste variante, ki se je na koncu pokazala kot prava, niso predvideli in zanjo niso niti vedeli. A kdo ve, sam sem doma, na kavču in kot ste videli tudi sami, tudi od doma se da marsikaj predvideti. Sicer zgrešim tudi sam, ampak svoje napake priznam. Pri Pireliju vsaj za enkrat kaj takega nisem opazil. A kar se tiče današnjega komentarja velike nagrade Združenih držav Amerike, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.